Tukaj v Benečiji slovenski jezik je dosti uporabljen. Vsi člani družine iz strani iz mame govorijo slovensko. Moj nono živi v Ljubljani, pa na očetovi strani govorijo precej vsi furlansko. S babico govorim v italijanščini, toda včasih govorim tudi v slovenščini. Moja babica je iz Kobarida in torej je Slovenka. Z njo ne govorim slovensko, ker živi zdaj v Mojmako in torej z njo govorim samo v italijanščini. Doma ne govorim slovensko z mojimi starši, ampak govorim z mojim bratom, ki je obiskoval to šolo. Babici in dedek od strani od moje mame so prihajali iz Slovenije. V Bovcu imamo hišo in gremo za izleti. V družini ne govorim slovensko, ampak tudi moj brat je prihajal tukaj v šolo. Doma ne želi govoriti slovensko, ker reče, da se je pozabil. Jaz uporabim slovenski jezik v šoli in tudi k moj nono, ker je on iz Benečije. Moji starši ne govorijo slovenščino, ampak učim mojo mamo neke besede. Moja mama je iz Albanije. Tam se počutim kot doma, ker so moji prijatelji in to vpliva na mojo dvojezičnost. Jaz slovenščino govorim samo od strani mojega dedka, ker moja babica prihaja iz južne, srednje Italije. Ko sem bil bolj majhen, mi je tudi moja prateta pripovedovala zgodbe in to je naredila v beneškem narečju. Jaz poznam malo beneškega narečja. Poznal sem tako, da sem slišal očeta in mame ali babice in prastrica, ki so govorili. Beneško narečje se bo potem po dosti cajta zgubilo. Da ne bi zgubilo, jaz bi naredil idejo, da bi organizirali en tečaj. Zame učenje slovenskega jezika tukaj na dvojezični šoli je in bo zelo važno v mojem življenju. Mislim, da bom živel tudi tukaj. Torej, slovenščina bi rad tudi poznal, ker bi lahko govoril v slovenščini tudi s ljudmi, ki tukaj živijo od vedno. O tej šoli mislim, da je zelo lepa, ker sem poznala dosti prijateljice in prijatelji. Je tudi lepo, ker se učimo dosti jezikov. Zame znati drugi jezik je zelo lepo, ker kadar bom bila bolj velika, lahko tudi zamenjam državo. Imam več možnosti za delo ali tudi za študije. Zame dvojezičnost in ko bom se rada naučila nove jezike, mi bo dosti pomagalo. Če poznaš več jezikov, ti si bolj odprta oseba. 3 besede, ki me spomnijo na Benečijo, so prijatelji, zabavo, hrano, kot na primer gubanco. Glasba, gozdovi in sprehodi. Za mene Diške doline so dobra hrana, poletja pri reki in dobre prijatelje. 3 besede, ki me spominjajo na Benečijo, so reka, ta šola, dvojezična šola, ki obiskujem, in slovensko narečje, ki govorijo tukaj in ki malo poznamo. Pust, dvojezičnost in kraljica vida. Reka, zabavnost, ker tukaj je zelo lepo in se zabavam z moje prijateljice in prijatelji. Tudi hiša je ena beseda, ki me spominja na Diške doline, ker tukaj se počutim kot doma. Jaz od teh krajih mislim, da so res zelo lepi. So dosti dobre izkušnje za narediti tukaj in vse vasi so precej majhne, pa zelo lepe. In izkušnja, ki mi je ostala, je kadar z šolo sem šla na Matajuju.
Bila zame zelo drugačna izkušnja, ki me je bila zelo všeč. Meseca oktobra v Gornji Trbiji je praznik Burnjak, ki je praznik kostanja. Junija je tudi Krijas, kjer tam sežiga vse drevesa, tako da naredijo velik ogenj. Vsako nedeljo gremo k moji babici jesti kosilo. Vedno skuha štruklje. Nekaj stvari in tradicije, ki moja nona naredi in jaz ne, ker sem malo majhna in ker ne znam to narediti, so struki, ki jih naredi na en drugačen način od drugih in jih predvsem pojemo za Božič. Zame Benečija je kultura, kjer dobimo dosti tradicije, na primer pust. V pustu se oblečem z masko pustiča. Moja najljubša maska so pustiči. Pustiči so značilni za barve, klešče in zvonovi. Zame meja ni realna stvar, je samo abstraktna. To, ker samo človek misli na njo. Za živali ali za rastlinstvo ni pomembna. Ptice, na primer, letijo kot da bi ne bilo nič. Eno drevo je prav tudi lahko nad mejo med dvemi državami. Prav zato, ker človek je del narave, bi tudi mi ne morali misliti na mejih. Meja po mojem ni nič zelo konkretnega. Je samo ena stvar za malo kontrolirati ljudi, tiste ljudi, ki hočejo narediti grde stvari, mogoče. En prostor, kjer malo se kulture zamenjajo kot jezika, ampak ljudje so enake, so skoraj enake na obeh straneh. Je človek naredil meje, za meje dostikrat so vojne. Meja zame je varno zemlje, ker so dosti kontroli, ampak je malo grdo, ker ni dosti gibanje čez meje. Zame meja nima smisla in tudi uporabe, ker smo kozmopoliti. Mislim, da človek postavi meje, ker je prepričan, da če človek živi v drugi državi, je različen od drugega. To pa ni res, ker vsi človeki so enaki in imajo vsi iste pravice. Zato bi ne morali biti meje.